smo na poti na JDM Meet. Smo pa na Lindaringu, na prekolci Lexus, 36 že čaka tu. S Klaudijo sva pa pozno, ene 4 ure. Bolj si malo trenutno Timeattack session na progi. Evo, da vidimo gospode. Zdravo! Pozdrav! Zdravo! Kar naprej! Hvala lepa! Zgodila se je ena napaka tukaj na Lindaringu in to je ta, da nimamo brisač s sabo, ker tako izgleda, ko si 5 minut na soncu. Evo, pa smo v Lexus. Ko vžgeš avto, je pomembno tukaj klikniti Agree, klima, pa našel pa to klimo, ne? To je še vedno UZ motor? Ja, 3 UZ je noč vedno. Evo, konzola za telefon, bam! Z nami sta še Rok pa Klemen. Za Klaudijo je pa to prvič danes na Lindaringu. Pazi voiceover, smo nazaj na Lindaringu prvič po letu 2020. Razlog, zakaj nas ni bilo tu, je to, ker se en kreten skregal z lastnikom proge. Vem, da imajo lastniki prog lahko kakšne svoje finte, ampak to je njihova hiša, tako da se moraš voziti po njihovih pravilih. Je pa definitivno fajn, da lih ne razriješ vseh bankin, pa da če že greš iz proge, se vrneš na progo počasi, brez da bi kopal po travi, pesku in s tem nanesel po možnosti ful tega materiala na progo. No, letos nas je na progi pričakala nova površina, urejene šikane in pa spremenjen radij zadnjega ovinka. Obraba gum je bila precej visoka, ampak temu je sigurno pomagala visoka temperatura zraka. Bilo je vsaj 35 stopinj, res je pripekalo sonce, to je bil eden od zadnjih vikendov v avgustu. Kak je bilo? Je bil še tako, drugače pa ful v redu. Se mi zdi, da si ti že prvi krog suvereno s hladnimi gumami vse kar začela driftati tam, ne? Sej, ful je flowy. No, to je najboljše na tej progi. Hvala. Nega ne vola. Evo, zdaj so nas prišli pogledati policaji, ne? Pa je game changer to, da je v Lexusu klima. Ker medtem, ko se zunaj vsi pajsajo v tem skorču, ne? Lahko s Klaudijo ohladiva v avto na klimi. Lahko plačne res. Bež notranjost je pa nekaj najbolj nehvaležnega vlaka. Ko ga nismo spucali celega avta. Med drift session je bilo kar nekaj čakanja, zato ker je bila večina prisotnih voznikov tukaj za Timeattack vožnje. In med tem čakanjem sem se odločil, da grem probat z Lexusom kak Timeattack krog. To je zadnji krog
enega izmed sešnov, to je en 4. ali pa 5. krog in ugotovil sem, da Lexus v tem setupu nikakor ni za time attack. Ko zaviraš v ravni liniji, zelo hitro blokiraš sprednja kolesa zaradi skoraj 5 stopinj negativnega camberja. Navor drugi prestavi je pa tako velik, da kljub temu, da so predaj in zadaj 255 gume, te zadnje 255 takoj zradiraš v prazno, ko pospešuješ iz kratkih ovinkov, kjer avto v drugi prestavi na zadnja kolesa prenese ogromno navora. Tretja je v redu za zadnji del proge, se da kar lepo flowati, definitivno pa je problem tole zaviranje. To sem pa tudi izkusil sam, ko sem enostavno preteral prvi ovinek na progi po štartno-ciljni ravnini in sem se verjetno zapeljal na travo. Take napake so pa vedno dober znak, da vkolikor to niso tekmovalne okoliščine, bi bilo dobro, da greš v bokse, se malo skuliraš v glavi, ohladiš avto in se pripraviš na naslednji izhod. Ena stvar, ko je treba skritizirati tukaj na Lindau-ringu, je ta izhod v bokse. Dostikrat se zabaše in to predstavlja precej veliko nevarnost naleta, ko ostali, ki so še v sešnu, pospešujejo iz zadnjega ovinka po štartno-ciljni ravnini. Opla, imamo manjšo nesrečo v boksih, Subaru majster ni pogledal. Tak, zdaj pa naredimo ene polkroga ohlajevanja, pol pa dalje akcija, če ste za. Če ne bi bilo danes 35 plus stopinj, ne, bi lahko veno vozili, ne. Tak pa od gum do avta hočem imeti malo pavze. Veste, kaj bomo naredili? Če ste za, ker imamo čas, bomo počakali ekipo, pa bomo vozili skupaj z njimi. Ker je bolj zanimivo za vse, število krogov isto in bolj zabavno. Mi smo taki adrenalinski tipi, vsi trije. Dober, da ni naša. Mame tukaj. Za vsakega imam eno vizitko, da se lahko pogledate še na Instagramih, YouTubih pa tako dalje, kar se delamo. Zdaj bomo prišla mimo moja punca, pa vozita drugi avto danes. Pa gremo za njo, ne? Klavdija danes vozita črni avto in to s tem razlogom, da lahko malo bolj uživa na tem Lindau-ringu, kot bi z 2,5 litrsko E30-ko, ker črni avto da kar nekaj od sebe, kljub temu, da ima samo okoli 270 konjev. Na tem posnetku je pa na 265 semislikih, pritisk ni ful nizek, ampak vseeno ima avto precej gripa. In na ta način Klavdijo počasi navajam na kak močnejši avto, da ko prestopi v avto s 300 plus konji, ki bo vozil samo na semislikih in to verjetno precej širokih, da bo to obdobje prilagajanja čim krajše, da bo njen prehod čim bolj tekoč, brez strahu pred avtom. In moram reči, da je šlo kar dobro. Vsaka vam čas. Vsaka vam čas. Vsaka vam čas. Upam, da ste uživali. Vrhunsko.
make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. Opla, najboljša stvar, ki jo lahko narediš, je pa to, da narediš angle stol, iz katerega se je res težko izkopati, ko vodiš vlakec. Sploh, če je ta vlakec kar hiter in ti sledi blizu. Pa posebej, ko je to na initiationu. Ampak smo preživeli. Načeloma so avti delovali kljub visoki temperaturi. To je sicer standardna praksa, da avti dosti dobro delajo na progi, ampak smo veseli, da smo preživeli ta zelo, zelo vroč dan na Lindaueringu. Je pa to najslabši dan snemanja, ki sem ga imel letos, ne. Od tega, da je bil kod GoProja napačen in je snemal večinoma vzvratno ogledalo, do tega, da vsi sešni, kjer sem sledil Klaudiji, niso bili lih najlepši, medtem ko GoPro sploh ni delal, ko sem sledil nekaterim ostalim voznikom. Ampak ne glede na te fejle s kamerami smo se navozili. Lexus je presenetljivo hiter tudi na navadnih letnih gumah. Vzmetenje je predelano tako, da je camber gain v bistvu nula. Obstaja pa nekaj tow gaina, to pomeni, da ko avto skvata, ko greš na gas in avto prenese težo nazaj, dejansko dobi nekaj tow ina, to pomeni, da zapira zadnji stek in to avto pomaga pri temu, da se izkoplje iz ovinka. Tow gain je sicer dostikrat overrated in dosti ljudi vozi dosti tow gaina v upanju, da bojo s tem dobili tako imenovan forward drive, dosti hitrosti v driftu, ko so na gasu. Zaenkrat Lexus funkcionira super v driftu, manj dobro v time attacku, tako da tu definitivno je še nekaj prostora za izboljšavo na setupu, kjer se bo avto dokaj dobro obnašal tudi ob hitri vožnji, ne samo v driftanju. Hvala vsem za ogled, z vami sem bil Erik, ampak ne še iti stran, ostanite v videu z Klemnom, ki je lokalec, imava še nekaj zaključnih misli. Kak je recap dneva? Super. Fajn je bilo, dosti ljudi, čakali smo mogoče več. Smo se pa navozili, ne? Smo se pa navozili, to. Pa bolj pomembno od tega, kot to, da smo se mi navozili, kar je valjda plus, je to, da smo končno prebili led tu na Lindaueringu. Da smo, mislim, da lepo odpeljali dan, brez da bi razrili celo progo, pa imeli kakršnekoli pizdarje. Ja. Tako da upam, da se kmalu vrnemo spet sem v večjem številu. Ja, upajmo. Hvala.